Radovan Karadžić se je rodil junija 1945 v Črni gori. Mladost je preživljal brez očeta, ki je bil po vojni obsojen in zaprt kot pripadnik četniškega gibanja. Študij psihiatrije v Sarajevu je nadaljeval v Združenih državah Amerike. Po vrnitvi se je zaposlil v tamkajšnji bolnišnici Koševo. Prostočasno ukvarjanje s poezijo ga je pripeljalo pod vpliv književnika in vplivnega srbskega nacionalista Dobrice Ćosića. V politiko je stopil konec 80-ih let, ob naraščanju nacionalističnih trenj ob krhanju Jugoslavije. Bil je med soustanovitelji Srbske demokratske stranke, nosilke velikosrbskih idej v Bosni in Hercegovini. Na čelo SDS je stopil leta 1990. Po izbruhu vojne v Bosni in Hercegovini aprila 1992 je postal predsednik samooklicane Republike Srpske in vrhovni poveljnik vojske bosanskih Srbov. Na obeh položajih je ostal do konca vojne in tudi kratek čas po njej. Umaknil se je julija 1996. Haaško tožilstvo je prvo obtožnico proti Karadžiću in vojaškemu poveljniku bosanskih Srbov Ratku Mladiću vložilo julija 1995 zaradi njune odgovornosti za genocid in vrsto drugih zločinov. Novembra istega leta jo je razširilo z obtožbami zaradi genocida v Srebrenici. Julija 1996 je sodišče izdalo mednarodno tiralico za obema obtožencema. Karadžića so srbske oblasti aretirale šele leta 2008 v Novem Beogradu, kjer se je skrival pod lažno identiteto alternativnega zdravilca Dragana Dabića. 31. julija 2008, dan po izročitvi haaškemu sodišču, je prvič stopil pred sodnike. O krivdi se ni hotel izreči. Oktobra 2009 je tožilstvo na poziv sodišča oklestilo obtožnico, ki ga bremeni soodgovornosti za preganjanje muslimanskega in hrvaškega prebivalstva Bosne in Hercegovine, obleganje Sarajeva, med katerim je bilo ubitih več kot 10.000 ljudi, genocid v Srebrenici, v katerem je bilo julija 1995 ubitih več kot 8.000 bošnjaških moških in fantov in vrsto drugih zločinov. Sojenje, med katerim je nastopilo več kot 500 prič, se je s sklepnima govoroma tožilstva in obrambe končalo oktobra 2014. Odločitev sodišča bo predvidoma znana v četrtek, 24. marca.